v sredo. Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni Celjani, še naprej nizajo zmage, tako v Evropi kot doma v skupinskem delu konferenčne lige. Želijo med 8 doma, želijo ostati neporaženi. Danes več tudi o dogajanju v Olimpiji, je ta sezona že izgubljena. Reprezentanco čakata tekmi s Kosovom in Švico, na koncu pa danes podaljšan kviz tudi za našega gosta, ki jih ima rad. Drugič bo sodeloval v kvizu, prvič pa kot poln gost našega podcasta. Jaka Kozmelj iz Podkluba je z nami. Lep pozdrav, Jaka. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Vsi smo zbrani danes na kupu. Boštjan Janežič je tu. Živijo. Marko Cirman. Dober dan. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Okay, začnimo s Celjem. Fantastično igra. AEK je razbil v slovenski ligi. Še naprej suvereno nabira točke. Razlika na vrhu staja 11 točk, le da so se zasledovalci malce razrečili in le Maribor je še zmagal od tistih ekip, ki so bile najbliže. Najbolj impresivno pa se mi zdi, da smo to zmago proti AEK-u kar pričakovali. Da bodo tako suvereni in so prevladovali proti na papirju najtežjemu tekmecu v skupini. 11 krogov si potreboval, da je Celje neporaženo, da si ga uvrstil na prvo mesto podcasta. Čestitke. Mislim, da se je to zgodilo prvič. Prav, nisem sicer prepričan, ampak če tako rečeš, potem je... Dvomim, ker je Celje letos igralo spomladi v Evropi, potem še v četrtfinalu. Ok, tematski podcasti v Celju so bili seveda namenjeni na prvo mesto, ampak... Letos ne, v tej sezoni misliš. Spomnim se, kako vedno čakam na besedo. No, zdaj jo imaš. Odlična tekma, bila sva tam v Celju, Luka, sam si videl, da so skrili žogo AEK-u, grškemu moštvu. Ne bom rekel, da je AEK podcenjeval Celje, vemo, da se je najbrž dobro pripravil, ampak to je tisto, kar si rekel, da smo kar pričakovali zmago, ker je Albert Riera s tem svojim razmišljanjem okužil svoje varovance, da so kar vsi pričakovali zmago in da če ne bi zmage bilo, bi bilo kar malo razočaranje, predvsem v celjski garderobi, ker vedo, česa so sposobni in to je ta mentaliteta, ki jo je v garderobo vnesel Španec. Slepo mu zaupajo, slepo mu sledijo in to je to, kar prinaša uspehe. Res se vidi, da je Albert Riera po naravi zmagovalec oziroma želi biti zmagovalec in to je prenesel na svoje fante. Kar pa se tiče same tekme, pa smo videli, da ko imaš tako vročega napadalca, ko se mu žoga praktično odbije pred njega, ko je v pravem trenutku na pravem mestu, je potem tudi vse skupaj lažje in predvsem pa ne spomnim se, kdaj je slovenska ekipa znala tako dobro igrati proti kakovostnejšim tekmecem oziroma tako suvereno igrati, tako samozavestno, prepričana vase, z držanjem žoge v svoje posesti, pa čeprav Riera celo na koncu ni bil zadovoljen z igro žogo v nogah, bolj z igro brez nje, ampak ena veličastna predstava. Ne vem, tisti, ki ne spremljajo toliko svetovnega nogometa, Celje ni premagal kar neke ekipe, Celje je premagal zasedbo z 1,5 milijona navijači za seboj. Neporažena v tej sezoni. Ekipa dala 3 gole proti AEK-u. Ja, tudi grško prvenstvo ni tako slabo, kot si marsikdo misli, sploh ta gostovanja in ta njihova fanatičnost, tako da videli smo podporo, ki jo je imel AEK v Celju in res samo želimo si, da bi se lahko tako nadaljevalo, da ne bo imelo Celje težav pa proti, Shelburnu ali pa zdaj proti Shamrocku, čeprav proti Shamrocku ima še kar nekaj neporavnanih računov iz lanske sezone, tudi izven igrišča, tako da mislim, da bo motivacijski efekt na najvišji možni ravni. Drugače pa samo želimo si, da bi Celje ostalo neporaženo v jesenskem delu, tudi v Evropi in si prihranilo tisti 2 tekmi v spomladanskem delu. Srečal sem tudi 2 navijača AEK, potem v Ljubljani, kjer sta prespala po tekmi in sta bila tudi navdušena nad dogajanjem torej tako kar zadeva celjskih nogometašov, kot sicer v Sloveniji sta rekla, da se super sta se počutila in da je zelo lepo. Omenil je zdaj Marko, da je Celje ena najboljših slovenskih ekip v zgodovini, kar zadeva tekem v Evropi. A je najboljša vseh časov
v smislu, kakšen nogomet igra. Maribor je dosegel lepše in boljše rezultate. Maribor je imel svojo igro. Maribor je imel tisto Milaničevo, Šimunživo, ne bom rekel pragmatičnost, ampak uspešen model nogometa. Ta je pa morda najbolj atraktiven, če lahko temu rečem. Sej, ravno to sem razmišljal. Se mi zdi, da je Jaka. Ne vem, zakaj nočeš uporabiti izraza pragmatičnost, ker točno takšen je bil ta nogomet Šimunže in Milaniča, kar se tiče pa nekih modernih trendov, smernic, ki jih gledamo na zadnje, vsi potem v evropskih ligah, je pa to Celje po mojem mnenju najboljša slovenska ekipa v Evropi in mogoče, kar se tiče tekme z Ajakom, še tole, rekel je Marko, da niso podcenjevali in zagotovo niso v strokovnem štabu, kar se tiče Ajka. Marko Nikolić pozna slovensko ligo, je tudi velik nogometni deloholik, tako da se je odlično pripravil. Sem pa imel občutek, da pa igralci mogoče niso čisto razumeli, kakšne nasprotnike Celje, imajo nekaj zvenečih imen, ki pa so delovali res neabogljeno in se mi zdi, da so hitro padli v ta celjski mlin, presenečeni in potem anemični, tako da fantastično. Pa sploh tisti prvi njihov gol je morda nasprotnika tudi malo uspaval. Ravno ta dva navijača sta tudi rekla, ne morem verjeti, da smo izgubili proti klubu iz ene vasi, ker za pač grške razmere kraj 40 000 prebivalci je pač velika vas. Prej, ko smo govorili o smislu dobre igre Celjanov oziroma o atraktivnosti, pa ko si ti dejal, Luka, na začetku, da je bilo kar pričakovati v javnosti zmago Celjanov na začetku konferenčne lige. Tudi selektor Kek je prejšnji teden ob objavi seznama reprezentantov govoril o dobro narejenem delu Riere, sicer se je malce namrdnil, ko je razmišljal o tem, da je v Sloveniji veliko tujih trenerjev, vprašljivega slovesa, ampak te bi se lahko učili od nas, je dodal, mi pa se moramo tudi kaj, kot tudi sam Matjaž Kek, od Alberta Riere. Imam pa najlepši napev, najlepši napev. Ja, je kar dolgo je še po tekmi odmevalo to ob in v celjski areni. Moram reči, da je bil Albert Riera spet zelo dober na tiskovni konferenci. Po tekmi veliko pove in tudi dal nekaj super pogledov o dogajanju ekipo. Nekaj bi izpostavil, govoril je o Franku Kovačeviču, 20 golov v 16 tekmah. Zdaj je 17. 17 tekem, seveda, po Radomljah. Rekel je, da je izjemen profesionalec, ponudil je tudi en tak plastičen primer, da je enkrat prišel na stadion ob 7 zvečer, torej Riera, in ga videl v ledeni kopeli, pa ga spraševal sploh, kaj tam dela, pa mu je Kovačevič le odvrnil, da ima regeneracijo, če tudi nenapovedano in nenačrtovano, ampak takšno samo za njega. He's a really professional player, working every day. Not long time ago, I remember I was here at 7 o'clock evening. Nobody was at the stadium. I went to the dressing room just to put one paper. Sometimes I send messages to the players and put one paper that then next day they will see, they will read. And he was there in the ice bath. I said, "What are you doing? Your wife sacked you from home, or?" And he said, "No, I'm recovering." I said, "Okay." And then something is happening, but he's focused 24 hours thinking about football and. Some player that the players that they are like this, they deserve the best, and the thing that happening to him is not by coincidence. Riera je rekel, da se dobre stvari dogajajo takšnim igralcem, ki 24 ur na dan razmišljajo o nogometu. Zanimivo je bilo tudi slišati tisto, ko je govoril, da imajo aplikacijo znotraj kluba in da igralci vsako jutro, ko se zbudijo, sporočijo z oceno 1 do 10, kako se počutijo, pa če so poškodovani, kako so spali. In je izpostavil to, da ga ni presenetilo, da vseh 11, ki je začelo tekmo, da se je počutilo za 10 tisto jutro, ampak navdušen pa je bil, da vsi, ki so bili na klopi, so tudi dali 10 in želel na ta način pokazati, da je res dobro vzdušje v moštvu in moram reči, da od vseh igralcev to vse skozi tudi slišiš. Kdo pa upa, da 9. Točno to. Ne, je pa Albert po tekmi rekel, da, ko sem ga samo vprašal, kakšno vaše počutje, pa je rekel 11. Napovedal pa je, da želi neporažen končati prvenstvo kot prva slovenska ekipa, da bi Celje neporažen končal prvo ligo. Jaka se ti zdi to realen cilj? Ne.
Zakaj? Bom argumentiral. Tako kot trenutno izgledajo Celjani, zagotovo ima podlago in argumente, da tako razmišlja. Tudi včerajšnja tekma proti Radomljam, mislim, da bomo še prišli do nje. Če bi obstajal nek nogometni slovar, bi bilo podrutinska zmaga lahko zapisano Celje proti Radomljam, ta tekma, ker so res rutinsko dobili tekmo, pa niso igrali v 6. predstavi. Ampak sezona je dolga. Če in ker verjamemo, da bodo Celjani dolgo igrali v Evropi, bodo takrat, ko bodo pa res tiste velike tekme, misli toliko fokusirane na te zadeve, da dvomim, da bo tudi Albert Riera uspel to pripeljati do konca, kar si je zadal. Pa še vedno, to je morda moja teza, zima je nepredvidljivo obdobje, številni, tudi zelo veliki klubi bodo reševali sezone. Albert Riera je zdaj že veliko trenersko ime tudi v mednarodnem okolju in to je kar nekaj dejavnikov. Zakaj trenutno pravim, da ne, bom pa požrl svoje besede, če se bo to potem uresničilo. Pa še nekaj je, tudi Albert Riera je po tekmi z Ajakom priznal, da se zelo boji januarskega prestopnega roka. To Celje ne bo, jesensko Celje ne bo identično spomladanskemu, to je jasno. Če bo Franko Kovačević nadaljeval v tem ritmu, bo Celje veliko zaslužilo, ne bo mogel zavrniti bajne ponudbe za hrvaškega nogometaša, tako da gotovo bo prišlo do nekaterih sprememb med nosilci igre, tako da pričakujem malo oziroma kar precej spremenjeno zasedbo. Poleg tega je tista en mesec pauze vmes zna kar presekati ritem, pa pride tudi kak slab dan. Rekel je, da si ne smel privoščiti nobene soboto, nedeljo slabe, če hoče biti neporaženi, ampak zagotovo pride kakšen slab dan ali pa kakšna hitra 11 metrov, hiter rdeč karton, pa se ti vse prevrne na glavo. Verjetno te pragmatične ekipe, o katerih smo prej govorili, Milanič, Šimunža, so bolj imune na slabe dneve, kot pa ta ekipa Celja. Omenil si, lahko se spremeni igralski kader, kaj pa Riera na glavni klopi, kako trdno je njegovo mesto. On vse skozi na tiskovnih konferencah ponavlja, da nikamor ne želi iti, dobro se počuti in dokler se bo dobro počuti, bo ostal v Celju. Pa sej, če ne bi zdaj dobil neke res strašne ponudbe iz Lige 5, zakaj bi odšel iz Celja? Je na evropskem nogometnem zemljevidu neporažen, je atomski nogomet igra. Mislim, da bi bilo zdaj pa res navratno nosiliti nekam, ne vem, primer, pa ne podcenjujem, Poljska liga, AEK, bogatejše lige od slovenskih, ampak zdaj nekaj spet znova pa reševati. Kamorkoli bo zdaj šel, bo moral nekaj reševati. Nekaj, kar ni šlo dobro, da je prišlo do menjave trenerja drugot. Tako da tu je pa vse nastavljeno, tu je avtopilot, ki teče in mislim, da bi bilo brezpredmetno, ker mi je tudi enkrat sam omenil v enem od pogovorov off the record, da se je veliko naučil od tega, ko je prehitro zapustil v prvem mandatu Celje in odšel v Bordeaux in da mu je to bila zelo velika šola, ne nazadnje pa zdaj smo oktobra, pogodbo ima do konca maja, tako da mislim, da bo to zanesljivo še stisnil in oddelal. Ravno prej sem omenil nekaj dni nazaj, da te tudi potem v naslednjem klubu, ko te gledajo, ko te secirajo, ne secirajo samo tvoje igre, ampak pogledajo tudi življenjepis tvoj in vidijo, da si vsakih pol leta pomenjaval recimo klub ali pa vsako leto in se tudi vprašajo, zakaj, če iščejo sploh neko stanovitnost in očitno tebe ne bodo dobili. Zdaj smo govorili o klubskih ponudbah, teoretičnih klubskih ponudbah, morda pa bi lahko Riero stresla kakšna selektorska ponudba. Tu pa bi lahko bil morda korak naprej. Ja, zdaj greš na Kosovo, boš vprašal, če rabijo selektorja. Ja. Ne, absolutno se strinjam. Res govorimo o ponudbah top lig, da Albert Riera gre. Sicer bo ostal. Sicer ni izključeno, da bo podaljšal pogodbo. Mi se zdaj pogovarjamo o tem, da bo ostal samo do maja. Z vidika tega, kar počnejo slovenski nogomet kot celoto, bi bila to super novica. Verjamem, da ne za navijače Olimpije in Maribor, ampak za slovenski nogomet pa če ostane. Ampak če pa pride ponudba, ne vem, recimo Nottingham Foresta, kot primer ga dajem. A si predstavljate Marinakisa in Riera? No. Ampak tudi že bolj nora nogometna partnerstva so dobro delovala. To pa je, seveda, to pa ne moreš reči, ne. Tudi če imaš... Vsi se sliši res kar logično, zaradi tega, ker če ne pride dobra ponudba, on tu samo utrjuje svoj sloves. Ja, on izboljšuje svoj življenjepis. Nikamor se ne mudi, ne vem. Ti se zdaj tudi na tem radiju dobro počutiš, ne boš šel na drugo radijsko postajo, če tu vse teče tako kot ne. Pa še mi bi izgubili tako dragega voditelja. Super. Gremo še k tekmi Radomlje. Kako je izgledalo Celje včeraj? Dominantno, kot je Jaka rekel, rutinirana zmaga, pravzaprav
v vsakem trenutku se je vedelo, kdo je kakovostnejši na zelenici. Radomlje so precej izgubile z odhodom Malenška, tudi Vukasevič, ki je šel v Celje, ni še tako zasidran igralec v tem celjskem modelu, da bi lahko kazal te predstave iz Radomelj, ker vendarle tam je bil eden od nosilcev v zadnji vrsti, tu pa je pač eden izmed nogometašev v zadnji vrsti in bo še potreboval nekaj časa, drugače pa ja, individualna kakovost je pokazala svoje. Franko Kovačevič tokrat z asistenco in pa fantastičen zadetek Kvesiča in na koncu zaslužena zmaga brez kakršnega koli dvoma. Okay, osredotočimo se na Olimpijo. Prejšnji teden smo malce bolj pod drobnogled vzeli Maribor, trenerja pa ravno tako hitro menja tudi Olimpija. Federico Bessone, Argentinec, je zdaj usedlo v petek 1-1 proti Aluminiju. Kako so Ljubljančani izgledali? Dosti pozitivnih impulzov ali pa mnenj o novem trenerju Olimpije dobivam, ko se pogovarjam z nogometnimi sogovorniki življenja Olimpije. Bo pa potreboval predvsem zdaj nekaj časa, da spet te igralce nauči zmagovati. Ne? Vemo, da ti špansko-argentinski, vse to je na koncu nogometno podobno, trenerji zagovarjajo to zmagovalno miselnost in to Olimpiji absolutno manjka. To je bilo videno tudi na tekmi proti Aluminiju. Nekako se mi zdi, da se Olimpija vrača k tem, da igra bolj preprosto ta način nogometa, ki ga je predvsem Van der Luy recimo skušal upeljati. Ne vem, če so igralci sploh najbolje razumeli, vsaj na igrišču ni izgledalo tako. Bolje bo, takšen občutek imam pod Bessone, in kot je bilo doslej, lahko se pogovarjamo o tem, ali je slabše, sploh še mogoče s to kakovostjo, ki jo pa Olimpija individualno ima. Je pa dejstvo, da je trenutno predvsem ta psihološki problem Olimpije, da vedo, koliko so za Celjem, da vedo, da niso v Evropi in spet jih mora naučiti zmagovati. Kje se vam zdi glavna težava trenutne Olimpije? Ustroj, vodstvo, igralci, da niso imeli dober prestopni rok? Ravno verjetno to, ko je Jaka načel, da so psihološko podrti nogometaši. Dobro so začeli tekmo proti Aluminiju. Aluminij je imel nekaj šans, nekaj priložnosti, ampak kot da ne bi verjeli nogometaši, da lahko potem pridejo do 3 točk, do zmage. Zanesljivo je tudi prestopni rok klaveren, poletni pri Olimpiji, bilo vse narobe, premalo denarja za športnega direktorja Boromiso ob velikih iztržkih odškodnin in evropskih UEFA-inih donacij. Barišič in Delius ne razumeta nogometa kot žive materije. Ta denar sta želela čim prej shraniti, vrniti, ni pa bilo potem vložka v klub. Z malo denarja je lažje potem zgrešiti tudi pri trenerju, ki pa se nikakor, ta prvi trener George Simao, ni skladal z prejšnjimi filozofijami oziroma s filozofijo tako Riere kot tudi Sančeza, ki sta prej vodila Olimpijo. Ko se pogovarjam z navijači Olimpije, velikokrat slišim, da so zafrustrirani, predvsem, ker pride do takšnih sprememb iz sezone v sezono, in razmišljam, zakaj se klub ne gre neke dolgoročne politike, neke dolgoročnega razmišljanja, dela, ker na dolgi rok se ti bo povrnilo več, kot pa, ko skušaš iz sezone v sezono vse skozi igralski kadar razdreti in na novo sestaviti in razdreti. In da se razumemo, vse v Olimpiji je to nekajkrat v zadnjih letih tudi uspešno uspelo. Ampak velikokrat pa ne, in na prepih te da to vsakič znova in ta sezona to dokazuje. Lahko se strinjam s tabo in nadaljujem samo spraševanjem. Menim, da zato, če je trener premočan za vodstvo Olimpije, vsaj tako je v tej novi dobi, post Mandaričevi, pa tudi prej ni bilo drugače pod Barišičem in Deliusom. Če je trener močnejši od vodstva kluba, ta že nima prihodnosti v Stožicah. Jaz mislim, da je Olimpija, če primerjam tole z ruskimi lastniki v Celju, pa da so ti nemški lastniki prišli bolj trgovati v Slovenijo kot ruski lastniki, da je Rusom res, pa se sliši čudno, ampak res mar za slovenski nogomet, da bi res nekaj naredili s tem Celjem, neko trdno zgodbo. Tu pa so upeti v okolje. Tu jim je pa pomembnejši zaslužek kot prodaj igralcev. Ampak če delaš dolgoročno, bo zaslužek na koncu večji.
Ja. Ne, Bodi se. največji problem vodstva Olimpije je, da res to niso ljudje iz nogometa. Kakorkoli obrnemo in kakorkoli se to morda grdo sliši, to je dejstvo. Adam Delio se ukvarjal z nepremičninami, Igor Barišić se je ukvarjal z avtomobili. Zdaj se ukvarja s premičninami. Ne? Ja, tako. In celjski lastniki pa so že dolgo v nogometu. Vse tudi Valerij Kolotilo je to v enem intervjuju dejal. Jaz prej nisem bil trgovec z avtomobili, jaz sem že dolgo v nogometu. In to ne v malih klubih, ne? Ja. Sploh za, recimo, mi verjamem, da v Sloveniji še celo preslabo poznamo ruski trg in kakšne blagovne znamke so to. Maskavski Lokomotiv je velik klub. Tako je. In to je največji problem. Problem je, da enostavno grdo se sliši, ampak nimajo znanja. Ne znajo voditi nogometnega kluba. Imeli so ta nos, Gorana Boromise, da so pripeljali Riero. Niso znali menedžirati z njim, ni lahko, ampak očitno se da. Očitno se da. Tudi Sančezom ne. Sanchez, zgodba za Treba mu javnost. je prepustiti proste roke in zgleda, da Seveda, in se umakniti nazaj. ja, ljubljansko vodstvo pa tega ne želi delati. Očitno. Sanchez to, da se niso uspeli finančno dogovoriti, že. Ampak zahteve, ki jih je Sanchez dal, so bile zato, ker ni želel ostati v Olimpiji zaradi odnosov. Recimo po domače povedano, butnil je neko ceno in si rekel, zdaj, če to sprejmem, bom ostal trener, sicer pa grem. In ta odnos, trener, vodstvo Olimpije, dobro si omenil prej tudi Milana Mandariča, že takrat je bila zgodba precej podobna. Trenerji so se menjali, Igor Bišćan je bil zamenjan zato, ker je bil pomembnejši od Milana Mandariča, oziroma med navijači prepoznan kot večji tvorec uspeha. To je tudi bolj ali manj jasno. In ne bom rekel, da so do te mere nekako... Je pa bil Milan Mandarić človek iz nogometa. Ne? Absolutno, absolutno. In ne bom rekel, da so tako močni egi. Milan Mandarić je bil zelo močan ego, ki pa je potem, nažalost, počel tudi veliko napak ali pa zaupamo napačnim ljudem. Tukaj pa enostavno tega znanja ni. In to je težava Olimpije, ki se bo ponavljala. Spet v naslednji sezoni lahko, da bo morda celo Besone ostal in nizal fantastične rezultate. Ampak potem je že bolj ali manj jasno, da ne bo ostal v Olimpiji. To je ta težava. Sej, če se ti nenogometni ljudje umešavajo, tvoje delo je nekaj najslabšega. To je Albert Riera okusil pri Olimpiji, ko so vodstvena struktura, ko je prišla v garderobo, se to je javna tajna. Ne? In jih je Albert Riera nagnal ven, ampak potem pa je ta ponos njihov bil takšen, da je pač Albert Riera moral zapustiti Olimpijo. Se ironično je ravno to, da ravno s tistima trenerjama, ki sta bila najbolj nogometna oziroma sta bila najuspešnejša, nista želela imeti upletanje in umešavanje klubske strukture in ravno tista dva sta pripeljala. Ko smo se pogovarjali ko smo se pogovarjali o Nottinghamu, isto, Marinakis, Nuno Špirita Santo. Ja. Ko se umešava, ko razlaga lastnik o taktiki svojemu trenerju, to ne pije vode. In to na igrišču. Ja, res. In potem ga vrže in 7 tekem še brez zmage pod novim trenerjem. Je Olimpijina sezona izgubljena? Ja. Ja? Ja. Ok. Zaostanek je previsok, mislim, prevelik. Čakaj, Lahko, da bo Olimpija zmanjšala zaostanek, ampak izgubljena sezona, predno bodo prišli do igre. Ali glede uvrstitve v Evropo? Ne, mislim, glede na to, a bo na koncu sezona lahko uspešna za Olimpijo. Vse mislim, da naslov ni edina stvar, ki naredi uspešno sezono, ampak ali je lahko ta sploh še uspešna? Za zahtevne navijače Olimpije je naslov edina možna sprejemljiva postavka po koncu sezone, tako da bo neuspešna, ker zanesljivo Olimpija letos ne bo prvak. Točno tako. Okay. Drži. Še neki Zelenica v Stožicah. To je pa res, mi lahko to kdo obrazloži, kako je možno, da so letos zdaj toliko vložili, torej koliko 1,5 milijona ali še več, in je igrišče spet razrito in bolj rjavo kot zeleno. Res je, smešno je. Nestrokovno razmišljanje je, da se trava ni imela časa uleči, da so bile prehitro na njej tekme, 2 na teden, morda tudi slabi izvajalci, ampak če se to v teoriji govori, da se lahko travnato površino zamenja v 2 tednih, verjetno 2 dodatna tedna ob dobrih pogojih, tistih začetnih, da se vse skupaj sprime, govorim nestrokovno, popolnoma, pa verjetno vendarle zmanjkala. Mislim, predvsem to meče slabo luč na slovenski nogomet. Mi bomo spet videli sliko Slovenija, Švica tekma in bo spet razorana trava. Vsaka druga kvalifikacijska tekma je pravzaprav na slabi travi. Ampak tukaj
predvsem meče slabo luč na tiste, ki so to vse organizirali. Ker to je že prej je bilo zelo slabo, potem pa so naredili en celovit remont in je situacija spet in ogromno denarja, davkoplačevalskega denarja. Ja, očitno je spet nekdo tu zaslužil, da... Pri kadru Zavoda za šport Ljubljana pa niso napredovali. Ne vidim kakšnega novega strokovnjaka za travnato površino v Ljubljani. Na mene so zelo jezni upravljavci stadiona, ker res veliko pišemo o tej problematiki trave. Povej več. Kako so lahko jezni? Jezni je občutljivi. In točno ta zadnja Boštjanova teza je, kako rečemo že, na žebljico udarila, oziroma to je to. Na žebljico. Tako, premalo je znanja tistih, ki so vsak dan na travi. To je največji problem. Oziroma, pusti se igrišče kakšen dan tudi, naj pač tam stoji in bo, kar pa po standardih, ki veljajo v evropskem nogometu, je nemogoče in nedopustno. Včeraj recimo v Domžalah vemo, da ima klub, ki ima 1001 težavo. Zelenica pa boljša kot v Stožicah. Ampak ima ljudje, ki so zaposleni za to, da urejajo zelenico, ki so plačani za to. In včeraj cel dan deževalo, jaz sem vmes že razmišljal, sploh tekma bo, pa je bila trava od Domžala dobra. Čisto ok. Dobra, pač ob teh okoliščinah. In to, dokler se to ne bo spremenilo, dokler ne bojo bolj celostno pristopili k vsakodnevne skrbi za to zelenico, lahko dajo notri milijone, 97,000 strojev pripeljejo, pa se to ne bo. Ne, ti rabiš strokovnjaka za to. Ja, res. Mislim, boljše od teh 2 milijonov, 1 milijon dati za službo, ki bo to vse čas. Tako. Ker to je prava znanost. Vidiš v klubih, ko greš, ne vem, na tur, stadionski tur in vidiš, da so tiste luči. Pa nikjer ne sme nihče stopiti na travo, razen takrat, ko je nogometna tekma. Trava raste tudi zato, ker ima tiste naprave. Toplota in vse to. Ne vem, očitno ni samo Olimpiji, samo vodstvo problem, tudi ljudje, ki skrbijo za objekte v Ljubljani, v tem primeru za stadion. Ampak to je že zavdajo zelene minute na prvem. 1-1 torej med Olimpijo in Aluminijem, sicer pa preostali rezultati tega konca tedna: Maribor Domžale 3-0, Primorje Koper 2-1 in Mura Bravo 1-1, še en fantastičen gol Bravo. Prejšnji teden smo izpostavili Škarice Jakupoviča, ta teden pa gol z kakšnih 30 metrov Sandija Nuhanoviča, res prekrasen zadetek. Prejšnji teden se že razmišljal, da je tisti od Jakupoviča bil morda gol prvenstva, še vedno mi je lepši kot ta od Nuhanoviča, ampak ja, na koncu tekme za točko res dobro. Kateri je najlepši gol vseh časov v slovenski ligi? Gedeon Guzina. Ja, zelo visoko. Včeraj sem ga omenil med prenosom. Res je fantastičen bil tisti zadetek. Res. Zame je Kerinov prvi proti Olimpiji. Mislim, da bi rekel verjetno v Kosičevih časih. Jože bi verjetno rekel Prosinečki, tisti prosti strel. Tisti je pokal, ne? Prvenstvo. Okay, ja. To bi potrebovali zdaj, mislim, da celo oddajo, da bi šli, ker so bili zelo... Napišite, dragi poslušalci, luka.petric@rtv. Ne, hvala, tudi lahko seveda. Ne, delam email. Ne, dela. Ampak imamo zdaj tudi nov elektronski naslov in sicer zoga je okrogla @rtv.si. Daj še enkrat počasi. Zoga je okrogla @rtv.si. Aha, brez pik, brez velikih začetnic. Pišite nam, povejte, kateri je vaš najljubši gol vseh časov v prvi slovenski ligi. Drugi polčas. Velikokrat smo že kakšen mail? Velikokrat smo druge polčase v tej sezoni začeli z Benjaminom Šeškom in tudi tokrat bomo drugi zapored je zadev predvsej bolj rožno to zgleda vse skupaj. 2 zadetka doseže, sem že gledal komentarje Unitedovih navijačev. To smo potrebovali, kakšnega napadalca imamo in res kakšna razlika. Sploh v tako velikem klubu, ko vsa ta mnenja res hitro pridejo na površje. Ampak res dober gol. Pravi, ta angleški gol je pa pravi Poučer bil pri tej zadevi Beni. Res je bil pravi trenutku na pravem mestu, samo odložil v mrežo in to je tisto, kar dela dobre napadalce boljše od povprečnih in zdaj je pri manj minutah in istem številu zadetkov kot Gyökeres. Super. Še nisem pomislil na to in ja, ravno oba, ki sta bila v igri za to, da bi ukrepila Arsenalov napad. Kaj pa se dogaja z Liverpoolom?
Ja, Liverpool ni imel najboljšega tedna. Ne, za zadnje 2 tedna. Ne, v bistvu je res en teden. V 8 dneh 3 porazi, kar veliko. Si v redu, Luka? Sem. Ravno Marko Nikolić je po tekmi proti Celju, torej Ajakov trener, nekdanji trener Olimpije, razlagal, da dobre ekipe zgubijo enkrat, slabe pa zgubijo 2krat zapored. Ne bi še rekel, da je to zdaj neka kriza za Liverpool, ampak... Marko Nikolić je zaprl vrata do Anfielda. Ja, torej 2krat zapored pač so v Londonu dobili gol v izdihljajih tekme, prejšnji teden proti Crystal Palaceu, tokrat proti Chelsea. Moram reči, da nista bili tako slabi tekmi, razen tisti prvi polčas proti Crystal Palaceu, ko bi lahko bilo 4-0 za Palace. Ampak tudi začetek sezone, ko je Liverpool nizal zmage, ni bil tako dober, kot so kazali rezultati. Tako da... Dej mi ti povej kot navijač Liverpoola, veliko me sprašujejo ljudje, kakšno je moje mnenje, ampak o Vircu. Meni je Virc super igralec. Res, jaz bi mu samo čas še dal. Isako tudi. Ta poteza za gol od Isaka. Se mi zdi... A je želel to narediti? Jaz mislim, da je želel to narediti. Zaradi tega, ker... Jaz pa mislim, da je želel žogo dati predse, da bo on udaril, pa je odložil potem na levo. Načeloma ja, ampak ni koraka naredil proti žogi, ko je to naredil. Ja, ker je opazil, da pride igralec. Potem je pa zelo hitro opazil. Potem pa se že sprašuješ, morda mu je pa res podal. Tako da bila je fantastična poteza, razmišljal sem, sam sebi je želel dati žogo, ampak ko sem gledal počasen posnetek, so se mi pa porajali dvomi in sem razmišljal, morda pa je res lepo dal, ne pa sam sebi štopal žogo. A bo Arsenal prvak? Prezgodaj še. Arsenal mislim, da ni super suveren, City je nevaren, kar precej gneče bo. Mislim, da bo zelo odprto prvenstvo, ker evidentno Liverpool ne bo tako suveren kot v minuli sezoni. Kdo je pa favorit? Morda je Arsenal favorit. Lahko se bo na hitro problem Liverpoola. Med velike nogometne frajerje, ki so bili lani prvaki Premier lige, je zdaj prišlo nekaj okrepitev, ki so 100 milijonske in več. Ja. In vsaka hoče jutri pokazati, da je boljša od teh nogometnih frajerjev, ki so bili prvaki. Ja. In zdaj vsak igra zase. V veliki meri, da bo to upravičil, da bo to pokazal, da bo to dokazal. In to kadrovanje se mi zdi, če tudi je bilo denarja v finančnem fair playu, kolikor hočete, se mi zdi noro neumno. Da si v enem poletju toliko spremenil. Tako. Pa ne samo spremenil, da si pripeljal toliko igralcev za toliko denarja, ki morajo biti uspeh. Vsi za prvo postavo. Ne? Tako. In potem recimo Salah, ki je bil, ko smo že pri teh frajerih, res glavni frajer, zdaj je kar naenkrat dobil zanimivo, ja. Veliko konkurenco, ege. In je bil goden za prodajo na fantasyju. Tako, tudi sam ga bom kmalu. Ga še nisi? Ne, in to se mi je kot bumerang vrnilo v glavo. Sej na začetku sezone, ko je še dajal gole ravno v zadnjih minutah pred Bournemouthu pa proti Burnleyju, tista 11 metrov, kar je še mu pomagalo, ampak malo priložnosti ima. Lani je imel ogromno priložnosti. Malo žoge ima. Ja, malo žoge ima. Moram reči, da sam sem bil bolj optimističen, ko sem videl tudi za kakšne nakupe gre, kako so se vse skupaj lotili, ampak razumem tvoj pomislek. No. Morda kratkoročno se bo to poznalo, ampak dolgoročno pa upam, da bo poletje se izkazalo za dobrega za Liverpool. Zdaj, če mi gledamo že skozi prizmo Šeška, o katerem smo govorili, mi v Sloveniji in tudi Beni in ljudje okoli njega, zdaj razmišljajo v prvi vrsti, nas ne zanima, če bo Manchester United zmagoval, dobro, nas zanima, ker igra z Manchester United. Nas zanima, da bo Šeško dajal gole, da bo Šeško glavna faca. Ja. Proti Brentfordu so izgubili 3-1, pa se nismo kaj veliko sekirali roko na srce, ker je dal gol. In tu imamo zdaj, recimo pri Liverpoolu, 5-6 takšnih fantov. Se mi zdi, da bi znal biti tu en tak problem, ki nastaja. Pomembno bo, da bojo znali tudi v klubu pravilno reagirati v naslednjih tednih, mesecih, kako vse skupaj zložiti v eno skladno celoto. Gremo k reprezentanci. Prejšnji teden, ko sem poslušal tiskovno konferenco, je selektor govoril o tem, da igralci nimajo idealnih minutaž v svojih klubih, pa se mi zdi, da razen Biola, ki res ni igral nič od zadnje reprezentančne akcije, drugje ni tako problematično.
Gledal sem torej od prve postave. Vanja Drkošič je od zadnjega reprezentančnega zbora začel 2 od 7 tekem Zenita, ne idealno, ampak ne kritično. Adam Gnezda Čerin 3 od 7 Panathinaikosa, ampak včeraj je zamenil Renata Sančesa v prvem polčasu zaradi poškodbe in potem zadev za končnih 1-0 v drugem polčasu. Petar Stojanovič 3 tekme od 6 Legije. Vsi ostali v prvi postavi. Je bil več igrati. Vse to v dobro. nekem obdobju. Vse to dobro, da fanti prišli spočiti, ne? Ja, ampak Sandi Lovrič tudi igra bolj malo. Ne? Ampak zaradi tega, ker se je poškodoval. Zdaj 3 tekme, oziroma ne, včeraj ni igral. Ne? Včeraj ni igral. Ja, prej pa dvakrat prišel v igro. Ja, tudi on. Sicer pa od ostalih pa si več ali manj ni težavno. Se mi je zdelo, preden sem šel podrobno gledati cifre, me je bolj skrbelo, kot pa potem, ko sem jih videl. No. Če ti igraš 3 od 7 tekem, je to malo za selektorje, ne? To je posebno logično. Ampak ti, ne, 3 od 7 začneš. Ja. Ostale si pa not prišel v sklopi. Okay. Redke tekme z 0 minut. Drugače je, če si standarden in to skrbi selektorja. Jaka Biol, on je bil prej standarden. Za Jaka Biola mi tudi najbolj skrbi. Morda njegova pot malce boljšo smer, Lic je izgubil. Morda bo kakšna sprememba v obrambi, vsaj tako verjetno navijači slovenske reprezentance. To je enaka zadeva, kot si prej rekel. Mi razmišljamo o tem, da bo dobro za Jako Biola in malo že skoraj navijamo za to, da bi Lic izgubljal, da bi zamenil obrambo. Zato skrbi selektorja, ker če si ti standarden, pomeni, da si samozavesten, pomeni, da zaupaš sam vase. Moram reči, da pri Jaki Biolu sem ga videl na zadnji tekmi res oddaleč in to je tako na hitro razmišljam, ampak bolj živčen se mi je zdel kot ponavadi. Velikokrat je on miren, najbolj zanesljiv za septembrski tekmi. Se mi je zdel, da sem v tem videl razliko v nekaterih potezah njegovih. Se nočem delati. Živčen je bil tudi zaradi tega, ker je imel veliko dela najbrž, ker je Švedska tu in tam močno pritisnila proti slovenskim vratom in je najbrž se jezil tudi na veziste. Ne? Ampak tam, ko je kiksnil za gol Švedov, če bi redno igral, to je zdaj seveda, če bi. To se absolutno strinjam. Drugače ne, kot je bil. Nekaj naredi tudi ta Pomp, priješ v Premier Ligo, v svet te spozna, to je drugače. Ne? Mislim, njemu se je obrnalo vse v poletju na glavo. Pa škoda res. Zaradi te kazni na prvi tekmi je v tem govoril. To bo dobo rodom, ali pa strojk bo ta dobila kazni, bodo poškodbe, res skrbi bo Jaka Biol še dosti igral. Dolgoročno mene tudi ne skrbi. Mislim, da ko bo dobil priložnost, ne bo razočaral. Kratkoročno je pa čez 5 tednov konec kvalifikacij za svetovno prvenstvo. In igrati mora zdaj, ne? Iz vidika slovenske reprezentance. A bi potem zaradi tega zavrnil prestopiti? Ne. Tudi selektor verjetno ne bo menjal v središču obrambe. Tudi. Sej Jaka je igralec, ki pozna principe Matjaža Keka, ki točno ve, kako deluje slovenska reprezentanca, tako dolgo je že v njej, tako da jaz mislim, da Jaka Biol ne bi smel biti največji problem tega, da se ne igra. Pričakovanja za Kosovo in za Švico? 2 zmagi sicer nasvidenje. Ne, mislim, da 2 zmagi nista nujni. Jaz mislim, da sta dobrodošli, nista pa nujni. Zdaj sem rekel potem nasvidenje, da se vidimo potem novembra, ne? Potem poslušaj, ko bi bilo potrebno manj točk. Da se potem vidimo novembra in še novembra 4 točke. Dve možnosti, veliko možnosti, ampak 2 glavni možnosti sta. Ali po eni strani Švica hiti do prvega mesta in je daleč spredaj, lahko si Švica že zdaj oktobra zagotovi mesto na svetovnem prvenstvu. Lahko pa se vse odpre in Slovenija naskakuje tudi še vedno prvo mesto, ki je zdaj 5 točk kar oddaljeno. Veliko je impulznih navijačev, ki razmišljajo tako na prvo žogo, če ne bo 6 točke, to vse skupaj konec. 4 so že premalo, ampak tudi na drugih tekmah se bodo drobile in delile točke. Švica 2-krat gostuje sedaj oktobra. Švedska 2-krat igra doma, ker je septembra igrala 2 gostujoči tekmi. Verjetno bo tudi Slovenija prišla z drugačno popotnico na gostujočo tekmo v Prištino, kot je prišla na gostujočo tekmo v Švico. Bolj teče voda v grlo, bolj se bo počutila samozavestna. V Švici ni bilo velikih uspehov, tu pa če tudi Kosovo sedaj igra iz meseca v mesec bolje, se ga Slovenija manj boji kot Švice, pa če tudi njena igra pada. Jaz mislim, da bo Slovenija predvsem morala odgovoriti na slabo predstavo v Baslu in odnesti 3 točke iz Kosova, da sama sebi potrdi, da je še vedno reprezentanca, na katero se mora računati. No. Mislim,
v Kosovu predvsem Slovenija ne sme izgubiti. Ne? Ne, Ker če izgubi, ji bo pa zelo, zelo težko. Ampak dajmo to Rierovo razmišljanje, da gremo po zmago. Ne? To nam manjka. Mi bi bili zdaj že kar pa s točko zadovoljni. Pa Ne, da bi bili s točko zadovoljni. Vse smo sposobni, malo več drznosti pa bo. In malce prestrašeni v gosteh. Tako, ja, pač govorimo o Kosovu, ne gremo gostovati v Seviljo. No, ampak to Kosovo... Ja, že je domačinska reprezentanca. Gledal sem malo formo igralcev Kosova. Ne. Rahmani, mislim, da je za Praško Sparto zabil že 6 golov, Aslani v Bundesligi za Hoffenheim 4 gole. Moriči vemo, da je tako napadalec, ki je za reprezentanco vedno dodana vrednost. Neugoden. In pa recimo tekma Švedsko. Kosovo vsakič, ko je žogo spravil na nasprotnikovo polovico, je stadion znorel. To je bilo res nepojmljivo, kakšno vzdušje je bilo na stadionu v Prištini in še s tem se bomo morali boriti. Jaz razumem in všeč mi je razmišljanje Marka, ki se veliko druži z Albertom Riero. Ampak zdaj to bo treba odcepiti v fante, da bomo na Kosovo odigrali eno odlično, mi potrebujemo res odlično tekmo, da bomo premagali Kosovo. Kosovo je zelo, zelo dobra reprezentanca, domačinska reprezentanca. Mi potrebujemo praktično popolno predstavo. Dehit povej, ko imamo z Albertom kosilo zdaj. Se mi zdi, da bo ta tekma v Prištini morda celo težja kot tista v Stožicah. Želel sem reči, da se nimamo nikogar zabati, ne? Da smo sposobna reprezentanca in tudi kakovostna, še vedno trdim, da pač mora biti pristop na najvišji možni ravni, nekaj sreče, morda tudi hiter gol, da utišamo to vzdušje, ki ga je omenil Jaka in zakaj ne? Super. Jaz mislim, da Mus ni 3 točke. Da v 85, če je 0-0, ni treba z glavo skozi zid. Ampak se veš, kako je, če greš ti igrati na remi, boš remiziral ali izgubil. Če greš pa ti na zmago, boš pa zmagal ali pa remiziral. Če malo pretiravam. Na prvi tekmi so Slovenci v teh paket tekmah v 3-4 dneh ponavadi že kar nekaj časa boljši, kot da jim na drugi tekmi nekaj zmanjkalo. Tako da se tudi, če je v gosteh za Kosovo, ne glede na njihovo kakovost, manj bojim kot še enkrat tekme Švicariča, tudi bo v Stožicah ta tekma. Mi bomo zmagali z 1-0. Obe tekmi, krasno. Doma pa 2-1. Ajde napovedi, da vas slišim. Luka, Kosovo. Nič. Švica. 2-0 za Slovenijo. Boštjan, Kosovo. 0-1. Švica. 1-1. Jaka, Kosovo. 1-1. Švica. 1-1. Ostanemo v igri, če bo tako, kot je rekel. Napovejte izide. Zoga je okrog glav na RTS. Preden gremo v kvizu na kratko še po Evropi. Barcelona je izgubila Seviljo 4-1, Alexis Sanchez, Adnan Januzaj. Ko sem spremljal, sem bil presenečen. Da sploh še igrata. Kateri igralci? Kot da bi šel v nek muzej nogometni. To je s Football Manager. Atleti so Celto igrali 1-1 v Vigu. Iago Aspas je zadev Jože Lukalajk, 533. nastop za Celto, izenačil je klubski rekord. V Italiji pa Milan Juve, nič, previdna tekma je bila obeh ekip, ostali na vrhu pa so zmagali. Napoli 2-0, spet Hojlund, spet igralec, ki bolje igra, ko je odšel iz Uniteda. Inter, Cremonese 4-1, prvo ime Ange-Joan Boni, prvič sem slišal zanj. Gol, 3 asistence. Igraš menedžera. Ja, evidentno. Roma pa je prejela gol, šele drugega v prvenstvu, a se vrnila 2-1, zmagala proti Fiorentini. Napoli, Roma 15 točk, Milan 13, Inter in Juve 12. Še v Nemčijo, Kane je prvi bundesligaš, torej igralec v Bundesligi, ki je zabil 11 golov v vodnih 6 tekmah sezone, sicer ima 18 golov v 10 tekmah, v tej Bayern je 100%, spet je suvereno zmagal. Guardian naslov članka Kanea pri Bayernu pa je How a marriage of convenience turned into true love, kako se je poroka udobja prelevila v pravo ljubezen. Ampak ni Franko Kovačević. Tako. Ni Franko Kovačević. Mimo grede, Aleks Stojaković je včeraj zadev v tekmi, torej v zagrebškem mestnem derbiju za Lokomotivo. Slovenec, ki je igral za Rudar, za Brinje, 2 ligaška gola je imel v tej sezoni, jaz ga ne poznam. Jaka, kaj več veš o njemu? Jaz ga poznam, odkar je bil deček, ker je žalca. Ima določene kvalitete. Ampak zdaj bom čisto iskreno povedal, bil sem na pijači z svojim kolegom iz mladosti v svojih domačih krajih, torej v okolici Žalca, pred
3-4 tedni in on mi je povedal, a si videl, da Aleks Stojakovič igra za Lokomotivo v prvi hrvaški ligi in sem bil Aleks Stojakovič, to je tisti mali fant, ki... Ja. Ni več mali fant, Ja, 195 tako. je zdaj. In takrat sem potem šel gledat, ne, in potem je dal tudi prvi gol in potem je zdaj dal gol Dinamo, ne. Tako da ja, veliko tudi v slovenski nogometni javnosti opevamo neke 16, 17, 18 letnike kot velike talente, potem pa nam nekdo medijem uide, ampak bolj je problem, če komu drugemu uide, ker koliko vem, ni v poklicanu mlado reprezentanco, 2 gola v ligi in enega v pokalu med hrvaško elito, to je statistika, s katero se noben drug napadalec v 21 selekcije ne more pohvaliti. Jaka Čuber Potočnik je bil precej poškodovan, pa je ta prva špica, ne. Tako tu meni je to čudno. Kakšen igralec je? Torej, ja, visok, korpulenten. Isak. Mene spominja na Isaka. Zelo suh, visok napadalec. Žalski Isak. Žalski Isak. In pa res padel je, se pravim, z neba, dobesedno z neba, niti sam nisem vedel. Sem pa videl v drugi ligi lani 29 tekom 8 golov za Brinje, tako da je bil temelj že soliden. No. Mislim, da je že lani potem igral za Jaron v hrvaški ligi. Aha, ok. Ampak ja, se pravi... 25 predlani, Ja. 23-24 Ja. za Brinje, imaš prav. V vsakem primeru pa bolj pogrešam tudi recimo, ko gre za reprezentance, to impulzivnost, ne. Če se nekaj zgodi, če se nekdo zgodi... Hitro gremo v poklicati. Seveda. Ja. Toliko Ker nimamo takega bazena, da bi... Ja, nekdo seveda, skakal, ne. seveda. Je vsaka taka, je treba vsakega izkoristiti. Čisto zlato, ja. Sodnikov dodatek. Ok, gremo se kviz, jaz imam pripravljene 3 vprašanja, Marko ima enega. Začenjamo z lažjimi in sicer... Spet si ti prvi, ne? Spet sem jaz prvi. Ne, sploh ni rekel, začenjamo z mano, ampak začenjamo z lažjimi, z mojimi lažjimi. Ne? Ne, ja, z lažjimi, tvoj je težek, tvoj je dober. A lahko še nekaj vprašam? Seveda. Marko sestavlja svoj kviz tako, da pride z neko revijo in potem iz nje Ja, nek članek. Ja, videl en članek, sem videl, dobra zgodba. Slučajno danes se mi je trnilo, ko je rekel Luka, da mi da celo možnost sodelovati, da jaz določim, ki so vprašanje. Ok, super. Torej, vprašanje je, kdo je to? Marko Jaz naštejem klube, vi morate povedati, kateri igralec je to. Mislim, da začenjamo z lažjima, pa bomo videli, če res. Prvi je, naštejem le evropske klube. Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG. Začel in končal ni v Evropi. Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG. Dani Alves ni, ne? Je Dani Alves. Dani Alves. Bravo, čestitke. Naslednji je, pa naštejem vse njegove klube. River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Milan. Začel je v Realu. River Plate, Aha. Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Milan. Inter Miami, se upravičujem. Miami in Milan imata 5 črk. Argentinec je. Argentinec je. Očitno. Pa ni Rodrigo de Paul. Ne? Ni Rodrigo de Paul, manjka Atletico. Mastantuono je še premlad. Morda si zdaj samo napovedal. Dolgoletni napadalec reprezentance je. Higuaín je pravilni odgovor. Prav. Čestitke. Ker je moj letnik. A res? Zapomnim si, Cirman, Messi, Higuaín. Kopitar. Djokovic, Mari. The best. Djokovic. Potem pa ne. Vsi smo nekaj dosegli. Poslušalec Uroš pa pošilja tole vprašanje. In sicer, katera mesta so imela evropskega prvaka tako v nogometu, kot tudi v rokometu? Torej, iščemo Hamburg. mesta. Hamburg. Čestitke, pravilno odgovor. Sem mislil, da bomo na zadnje tega. Barcelona. Barcelona, seveda. Pariz. Ne. Ni bil. Ne, pa res samo čakajo, da bo. Ja, edini francoski klub, ki je postal evropski prvak v rokometu, je Montpellier. Ja. Sem bil presenečen, da je Ja. samo Montpellier. Ampak potrebujemo še en klub. Še eno mesto. Zdaj smo Hamburg pa Barcelona, ne? Ja, lahko povem, da je ime kluba enako tako v rokometu kot Benfica. v nogometu. Sta pa 2 kluba iz tega mesta postala evropska prvaka Madrid? v rokometu. Ne.
Tam je bil mimogrede Atletico de Madrid v 80-ih in Atletico Madrid pred, mislim, da 15 leti je bil podprvak v rokometu, ne pa prvak. Nemško mesto. Ni nemško mesto. Čakaj. Gremo najprej, dajmo to zložiti. Najprej dajmo pogledati mi. Tistih sovjetskih časov, če bi bilo slučajno kaj. Ja, samo v fuzbalu. Fuzbalu, ne. Kdo, evropski prvaki v fuzbalu, dajmo razčleniti to malo zdaj. Veliko jih je. Milan ne, recimo Liverpool nima rokometa. Angleži odpadejo, ok. Španci ne? Španci, sumim kakšnega Nemca še morda. Ne, Nemci niso. Ne, Nemci ni. Evropski prvak v rokometu. Lahko povem, da je država, ki Portugalci. jo še nismo omenili. Ja. Evropski prvak v rokometu pa je bil še kdo kaj takšen. Ta država ima en naslov evropskega prvaka v nogometu. Danska. Ne. Vardar. Pa ima enega. Ampak samo Rokometnega. v rokometu. 2018, mislim, da. Crvena zvezda ni bila nikoli. Ni bila nikoli. Veliko je prvakov iz A je Steaua? Steaua. Veko, ki je danes naš tehnik, je vedel za pravilni odgovor in to je Steaua, torej Bukarešta je tisti tretji kraj, ki smo ga iskali. Steaua je bila leta 86 prvaka Evrope v nogometu, sta pa bila tako Steaua kot Dinamo evropska prvaka v rokometu. Čestitke, Veko. Dobro vprašanje, Uroš. Dobro vprašanje, Uroš. Ja, zelo. Uroš. Jaz? Ti, Ok. si Marko. Eno vprašanje imam in sicer dvojci, oče, sin. Naštejte 3 pare, 3 dvojce z največjim številom nastopov v Premier Ligi. Oče, sin. Oče, sin. Recimo, primer. Rory Delap ali Liam Delap. 3. mesto. Okay. Bravo. Tretje, tretje mesto. Šmajkel, super je prvo 401, Delapa 401. Prvo mesto Peter Šmajhel, Kasper Šmajhel 594. Potem pa še drugo mesto. Kdo bi to lahko bil? Zelo, zelo veliko stava. Rosinjer? Ne? Ker vem, da je Liam, ki zdaj trenira Strasbourg. Ne, ni ga na Ki ga je lestvici. čunili čali, brcnil skozi vrata. Ni ga na lestvici do konca Zdaj je pa te eden strani. najboljših mladih trenerjev. Patrick Kluivert, Justin Kluivert 93, nista blizu. Aha, ja. To je še en Kluivert, zadnjič je dal gol za mladinsko ekipo Barcelona. In to v istem vikendu kot za Bournemouth, brat. Nista na vrhu niti Holanda, niti Claudio Reina in Giovanni Reina. Ne. Ja. Mislim, Šmajhla sta bila zelo očitna. Zelo očitna, Vse ostalo pa... Verjetno bomo tudi potem, ko bomo slišali odgovor, rekli, a ja, točno. Tukaj je lahko taka stvar, da recimo prelijemo Delepo, ki ima, si predstavljam, nekaj 50-60 tekem, medtem pa Rory ima pa ogromno tekem. Ja. Je lahko tudi tako, da je oče recimo odigral 500 tekem, pa sin, ne vem, 10. Ne? Povejte za pomoč klube očeta ali sina? Koga si želite? Da je očeta. Da je očeta, prav. Očeta. Se mi zdi, da bo oče imel več tekem. Očetovi klubi niso vsi, ampak to so Crystal Palace, West Ham, Celtic. Crystal Palace, West Ham, Celtic. 33 nastopov za reprezentanco, 9 golov. Torej, napadalec, ofenzivni vezni. Zdaj bi lahko rekli, da je naš stanovski kolega. Torej, deluje v medijih. Kdo pa ne? Po končani karieri. Crystal Palace, West Ham, Celtic. Ni veliko igralcev. Ian Hartson je igral za... En zelo pomemben klub sem spustil, ampak če ga povem, boste Bomo vsi vedeli. vedeli. Torej, kakšen United ali pa Ja, se pravi, tam je. Liverpool ali pa Arsenal. Njegov sin je kariero zaključil v Združenih državah Amerike. Ian Wright pa Sean Wright Phillips. Bravo. Bravo. Odkot pa to? Zaradi Amerike? Ne. Stanovski kolega? Ne, zaradi tega, ker si rekel, da je en pomemben klub, pa sem se lih ustavil pri Arsenalu in sem se Bravo. spomnil na njega.
Dobro vprašanje, ne? Zelo Odlično. dobro vprašanje. Hvala lepa, Marko, kot vse. Hvala lepa tudi tebi. Dajmo še enega za Jako, no, se- da bo vsaj kaj uganilo. Recimo, ne, kdo bo letos slovenski sem- prvak. Ja. Ti bomo maja čestitali, oziroma že februarja. Ja, hvala, ker si se pridružil. Hvala za vabilo. Super je v tvoji družbi, Boštjan, Marko. Hvala tudi vam, hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ste bili z nami. Naslednja žoga po drugi reprezentančni tekmi v tem oktobrskem terminu in sicer kar uživo iz stadiona v Stožicah, potem ko bo Slovenija končala dvoboj s Švico. Uživajte, se slišimo.